Lepo pozdravljeni vsi tukaj navzoči in drugi, ki nas boste spremljali preko Zooma, še posebej glede na vremenske okoliščine, ki zahtevajo malo več napora, zlasti za osebno udeležbo. Tematika, ki je bila predlagana za to predavanje, je temeljna, je pa zaradi tega tudi izredno obsežna. In ko se človek odloča, kako pristopiti v takem primeru, ko moraš v eni uri povzeti tako rekoč celo svetopismo, tako da postane jasno, kako je z izhodiščem in kako se razne postavke med seboj povezujejo v neko splošno vizijo. Je veliko možnosti. Glede na naslov, pa bi takoj poudaril, da je svetopismo res sestavljeno izrazito po nekem antitetičnem načelu. Ampak, ko imamo pred očmi celotno svetopismo Stare in Nove zaveze, potem ne mislimo na kakšno antitezo ali nasprotje, recimo med materijo in duhom kot takim, ampak bolj na nasprotje na etično-moralni ravni. Svetopismo govori o Bogu pod vidikom enosti v vsakem pogledu in to pomeni, da s filozofsko gledamo, govorimo o tako imenovanem filozofskem monizmu. Gre za en sam princip bivanja, ki ga določa Bog. Bog je en sam, je za razliko od vseh ostalih religij Starega Orienta sveti Bog. To je nekaj, kar niti daleč ni samoumevno, ker v drugih religijah to ni glavni poudarek, v Svetem pismu je to absolutno najpomembnejši poudarek. Bog je sveti Bog in iz tega je nastalo veliko filozofskih vej v razmišljanju o Bogu kot najvišjem dobrem. Bog je sumum esse, zato tudi sumum bonum. Takoj, ko pomislimo na to izhodišče, ki omogoča tako imenovan odrešensko zgodovino od začetka do konca, zgodovino, ki poteka po nekem progresivnem načelu proti nekemu cilju, pa se ustavimo pri problemu zla. Takoj na začetku Svetega pisma, že v poročilu o stvarjenju, ko Bog nastopa kot tisti, ki pričakuje neke čiste odnose, se zaplete, že Adam in Eva padata v skušnjavo, da želite biti kakor Bog. Potem imamo zgodbo o Kainu in Abelu. Brat Kain ubije iz zavesti brata Kaina. Potem imamo velik poudarek na nasilju v zvezi z babilonsko civilizacijo in v zvezi s tem kot posledico vesoljni potop. Potem imamo v drugi Mojzesovi knjigi velik poudarek na nasilju v Egiptu. Nasilje nad Hebrejci je poudarjeno na Svetem pismu, ampak če bi šli še po drugih virih zgodovine, bi videli, da so narodi, kot je bil Egipt s faraonom na eni strani, ali narodi recimo v Mezopotamiji, posebno velike države, izvajale
najrazličnejše oblike nasilja nad šibkimi narodi, ljudstvi in posamezniki znotraj posameznih ljudstev. In kako se zdaj Bog odziva na to situacijo? Razumljivo je, da v zgodovinskih knjigah zelo pogosto naletimo na razne zgodbe, ki govorijo o božji kazni, ki je lahko direktna ali pa indirektna. V Svetem pismu se med drugim razvilo prepričanje, da vsako slabo dejanje, ki ga človek naredi, samo po sebi pomeni greh. To se pravi, da imamo besedo za greh, ki hkrati pomeni slabo, zlo in kazen. To se pravi, zlo je samo po sebi že kazen. To pa zdaj pomeni, da v presojanju teologije, recimo kazni in odpuščanja, moramo razlikovati med tako imenovano recimo kozmično dimenzijo pravičnosti in pa recimo personalno dimenzijo, ki je značilna za svetopismo. V večini antičnih narodov prevladuje kozmična dimenzija. Za bogove imamo najrazličnejše predstave, personifikacije, ampak manjka predstava o Bogu, ki je zares svet, eden, absoluten, ki zahteva svetost tudi od človeka. In zato lahko ugotovimo, da je tudi v Grčiji, ki je za naš razvoj civilizacije še posebej pomembna, nekako ustrezna definicija, da bogovi nikoli ne posegajo preko sveta, da so vedno del dogajanja v svetu, tako rekoč jih dogajanje v svetu ali pa kozmični red, veliko govorijo o kozmičnem redu, determinirajo tudi bogove. Bogovi niti niso svobodni. Poleg tega so med seboj v raznih konfliktih. To je tako imenovano nebiblična ali poganska osnova civilizacij, biblična, ki jo Judje in kristjani brez razlike pri vseh, ki verjamejo v Boga, razumemo kot razodetje. Pa imamo tudi vprašanje kazni bolj na personalni ravni. Zato se mi zdi logično, da recimo tako kot v nekaterih modrostnih tekstih, nekaterih psalmih, kot je 49. psalm, 73. psalm, je govor o tem, kako recimo pravični uspevajo, da nekdo, ki verjame v Boga kot svetega, sveto bitje, doživlja pravo tragedijo, težavo ob opazovanju tako imenovanega uspeha hudobnih. Ampak, ko se malo bolj poglobi v prave osnove razodete religije, ugotovi, da je to samo nek videz. V resnici pa ni tako, da vsak, ki odstopa od božje postave, dejansko v sebi doživlja razkroj, da ni trden, da je kakor pleve in končno propade. No, zdaj pa še druga zanimivost. Če mi naredimo prerez skozi celo svetopismo, stare in nove zaveze,
glede označevanja Boga, predstave in označevanja Boga, lahko govorimo o tako imenovanih atributih. Zadnje leta se prav načrtno ukvarjam prav s temi atributi. Imam izpisane vse primere iz vseh glavnih knjig Svetega pisma, to se pravi iz pripovednih tekstov, iz preroških tekstov, psalmov in modrostne literature, kar se tiče Stare zaveze, Nove zaveze, Evangelije, pisma in pa razodetja, lahko ugotovimo, da je govor o Bogu pod zelo različnimi vidiki in tako naberemo okrog 300 atributov. Te atribute pa glede na okoliščine, v katerih nastopajo, pa tudi naravo tekstov, v katerih nastopajo, lahko delimo med take bolj formalne ali materialne in duhovne. Recimo, če kar naprej beremo, da je Bog vsemogočen, kaj zdaj to pomeni? Ali pojem vsemogočnosti vključuje tudi neko predstavo o Bogu kot duhovnem bitju? Samo po sebi ne. Tudi v nebibličnih religijah najdemo takšne pojme, ki pa nimajo nobene zveze z Bogom, ki nastopa z nekimi osebnimi lastnostmi, ki jih Svetopismo označuje z različnimi besedami, pa jih druge religije sploh nimajo. Recimo, da je Bog milost. Kdo je lahko milosten? Ali je lahko neka ideja milostna? Recimo, če vzamemo Platona iz grške filozofije, ki govori o večnih idejah, ne moremo reči, da je večna ideja lahko milostna. To je samo ideja, ni osebno bitje. In tem je temeljna razlika med nebibličnimi in bibličnimi religijami. Če mi ugotovimo, da je beseda milost v hebrejščini hesed, v grščini imamo besedo charis, potem v latinščini gratia, temeljna, da Bog iz milosti, iz svojega stanja osebne integritete, ki je absolutna, vse ustvari iz milosti, da vse, kar človek ima, predstavlja Božjo milost, potem to pomeni, da je vse težišče predstavljeno iz tako imenovane kozmične sfere v osebno sfero. Bog deluje kot osebno bitje. In to omogoča tudi neposreden dialog z Bogom. No, zanimivo je, jaz sem zmeraj bolj pozoren na to, kako recimo nekdo, ki ga povabijo bodisi na radio ali televizijo in se ima za kristjana, govori o svoji veri. Nekateri bodo govorili bolj pod idejnim vidikom, imamo pa nekatere, ki izrazito izpostavijo svojo duhovno izkušnjo in tudi recimo psihološki vidik pristopa v razmišljanju o Bogu, da si ne morejo predstavljati, da bi lahko govorili o Bogu samo kot o vsemogočnem neki ideji, v prvem gibalcu vsega in prvem vzroku vsega, ampak o osebi, ki lahko stopi v našo notranjost, ki nas lahko tudi prerodi, kot osebo, na katero se lahko obrnemo v svojih stiskah in podobno. No in potem pridejo še nekateri drugi izrazi iz tega personalnega okvira, kot je
usmiljenje. Kakšna je pa zdaj razlika med recimo milostjo in usmiljenjem? Gotovo je takoj, da je beseda milost širša, da se Bog predstavi kot bitje milosti ali milostljivo bitje v najbolj splošnem, univerzalnem pomenu besede. Da tukaj še ni mišljen na kakšen človeški odnos do božjega razodetja. Ko pa uporabimo besedo usmiljenje, pa nam takoj pride v zavest, da je Bog usmiljen do nekoga, ki je na napačni poti, recimo, ki je grešil. No in zdaj smo potem lahko presenečeni, da je pravzaprav večina tekstov Stare Nove zaveze govori o človeku, ki je grešno bitje in se ga Bog usmili. Medtem ko tega ravno ne opazimo v nebibličnih religijah. In moram reči, da meni je bil predlagan ta naslov, recimo blagoslov in prekletstvo, ne po mojem izbiri, ampak ker je ta izbor bil narejen, bi zdaj uporabil to priložnost, da opozorim, da imamo dejansko v prvih 5 knjigah Stare zaveze, ki jih imenujemo Peteroknjižje, v grščini Pentateuh, to so 1., 2., 3., 4., 5. Mojzesova knjiga, v latinskih oznakah Geneza, to se pravi knjiga, ki govori o nastanku, Exodus, knjiga, ki govori o izhodu iz Egipta, potem Levitikus, ki govori o nekih splošnih odredbah, in potem Numeri je 4. knjiga, ki govori o razdelitvi dežele in ugotavljanje obsega božjega ljudstva po 12 Jakobovih rodovih. No in potem 5. knjiga Deuteronomij, Drugi zakon, ki je neke vrste testament, Mojzes ga predstavi kot testament in osebno nagovarja svoje ljudstvo, naj se drži božje postave, da bo doživljalo razcvet, blagoslov in da bo vedno v harmoniji z Bogom in v odnosih do drugih ljudi. In ker je to vprašanje, razmerje, Bog, ki se razodeva kot sveti Bog, kot milostljivi Bog, in odnos človeka, kjer imamo razlike od neko manjšino, ostankom, je velikokrat tema zlasti pri prerokih. Imamo tukaj potem stalno neko nasprotje. Bog se odziva na človekov greh, ker je teh, ki ne sledijo božji postavi zares, ampak samo na videz, preveč, da sestavljajo kar večino, je prišlo do 2 ciklov besedil, ki predstavljajo neke vrste ključ za razumevanje teh prvih 5 knjig Stare zaveze. Je pa pomembno upoštevati, da je prvih 5 knjig Stare zaveze za Jude absolutna prioriteta med vsemi knjigami. Prvih 5, to se pravi Mojzesove knjige Pentateuh, pomenijo za Jude to, kar pri nas za krščanstvo pomenijo evangeliji.
Zato, ker je ves poudarek na stvarjenju in na razodetju Božje postave. In zato Božja postava je torej izhodišče za presojanje razmerja med Bogom in ljudmi, v tem primeru izvoljenega ljudstva. In to pomeni, če gre za vprašanje krivde, razmerja človeka, izvoljenega ljudstva do Boga. No in poglejmo zdaj ta dva primera. Prvi primer je v 3. Mojsesovi knjigi 26. poglavje. Pa bom samo navedel iz besedila nekaj podatkov, da dobimo predstavo, ker se mi zdi, da med bralci mogoče kar večina tega ne opazi, kako pomembno je to besedilo. Recimo 26. poglavje se začne: ne delajte si malikov in ne postavljajte izrezanih podob, ne spominskih stebrov, tudi poslikanih kamnov ne postavljajte v svoji deželi, da bi se pred njimi priklanjali, kajti jaz sem Gospod, vaš Bog. Obhajajte moje sobote in spoštujte moje svetišče, jaz sem Gospod. No, potem se pa začne prvi del z naslovom Blagoslovi. Od 3. do 13. vrstice. Tukaj imamo nanizanih veliko stavkov, ki obljubljajo blagoslov za primer zvestobe do Božje postave. No in tako se začne recimo prvi stavek: če boste hodili po mojih zakonih in se držali mojih zapovedi ter jih izpolnjevali, vam bom dajal deževje ob svojem času in zemlja bo obrodila in drevje na polju bo dajalo svoj sad, mlatev ne bo segalo do trgatve in trgatev bo segalo do setve, jedli boste svoj kruh do sitega in svoje deželi boste varno prebivali in tako dalje. Se pravi, tu imamo naštete najrazličnejše dobrine, ki jih marsikdo razume kot dobrine narave, ampak glede na izrazito religiozno usmerjenost izvoljenega ljudstva so to dojemali vse kot Božji blagoslov. Potem pa takoj preide na nasprotje. Če pa ne boste poslušali in ne boste izpolnjevali vseh teh zapovedi, če boste zaničevali moje zakone in boste zavrnili moje predpise, tako da ne boste izpolnjevali vseh mojih zapovedi in boste prelomili mojo zavezo, bom tudi jaz vam storil tole. Poslal bom nad vas strah, sušico in vročico, ki izžigajo oči in zmozgavanje življenja in tako dalje. Same hude grožnje. In potem imamo oddelke, v katerih se ta grožnja samo stopnjuje. Recimo 18, če me tudi potem še ne boste poslušali, vas bom 7-krat hujše kaznoval za vaše grehe. In jih našteje nekaj groženj. In potem spet 23, če pa vas tudi to ne bo izročilo, temveč mi boste trmost kljubovali, vam bom tudi jaz trajno nasprotoval in vas tudi jaz 7-krat udaril zaradi vaših grehov. In potem spet 27, če me kljub temu ne boste poslušali, temveč mi boste trdovratno kljubovali, bom tudi jaz strah, srdo nasprotoval in tako dalje. In iz tega lahko razberemo zelo zanimivo stanje tega razmerja med obljubo blagoslova za človekovo zvestobo in grožnjo kazni za nezvestobo, da je besedilo, ki prinaša grožnjo kazni, približno v tem primeru 2-krat daljše
kakor besedilo, ki prinaša obljubo blagoslova. Potem imamo paralelno besedilo v 5. Mojzesov knjigi 28. poglavje, kjer je to razmerje še bolj v korist grožnje kazni. Zapravi, da tam je drugi del, ki govori o grožnji najrazličnejših oblik kazni, 3-krat tako dolg, kakor je prvi del, ki govori o obljubi blagoslova za tiste, ki se držijo Božje postave. Kaj bi lahko bil razlog za to nesorazmerje? Zdaj, jaz sem recimo svoj čas te tekste precej natančno analiziral, komparativno, glede na najrazličnejše tipe tekstov znotraj Svetega pisma in zunaj Svetega pisma, ki tako ali drugače izpostavijo nasprotje blagoslov in prekletstvo, in sem ugotovil, da je tako rekoč povsod približno takšno razmerje, da se ta tip besedil pojavlja v različnih kontekstih. V Svetem pismu je to prišlo v tako imenovano postavo, tako Judi razumejo 5 božjih, prvih 5 knjig, postava, Tora, in ima izrazito svetostni značaj, ker je Bog svet, pričakuje od človeka zvestobo, in zato je logično, da obljublja blagoslov za zvestobo, ampak zdi se, da kaj več ni potrebno tu razlagati, ker se zdi samoumevno. Če delaš dobro, ti gre dobro, da je čisto po naravnem občutku tako, da če delamo slabo, se kakorkoli še tako ali drugače začne zapletati, da smo sami potem pridejo v tako situacijo kazni in potem lahko kar pritrdimo kakšnemu Platonu ali pa Plutarhu, ki sta oba rekla, da tam, kjer človek dela slabo, niso potrebni niti bogovi, niti ljudje, da bi jih kaznovali, ampak se človek kaznuje kar sam. In zdaj tega je toliko, po drugi strani pa izkušnja raznih težkih časov skozi celo zgodovino toliko, recimo spomina na težke čase, da so v Izraelu, ki so vsako stvar povezovali z Bogom, ne z naključjem, da so te najrazličnejše nesreče v naravi, kot so potresi, suša, nalezljive bolezni, potem grozne vojne, razumeli kot kazen za človekovo nezvestobo. In velikokrat ni bilo težko najti dokaze, da je to res. Recimo, če gledamo vojne nekoč in danes, se vprašamo, koliko je razumnega v tem, da se dva naroda, kaj se vem, bojujeta tam 1 leto ali 2 leti, da govorimo celo o 30-letni vojni ali pa 100-letni vojni. Kako da je potem kakšne ljudstva, skupine postanejo čisto obsedene in sploh ne znajo nehati z vojno. Odkot zdaj to? In potem ni čudno, da se to dojema kot prekletstvo najhujše vrste, da človek ni tako razumen, zlasti v kolektivnem ambientu, da bi premislil, kakšne škodo imamo vsi, ampak kljub takšnemu premisleku, vojne so grozne, posledice strašne in v tem opisu prekletstva imamo tudi ponekod grozljive, čisto konkretne opise o tem.
Zdaj pa naslednji vidik presoje teh besedil. Ko primerjamo biblične dva primera, ko imamo nasprotje blagoslov za primer zvestobe, božji postavi ali prekletstvo za primer nezvestobe, ugotovimo, da se podobni teksti z obljubo oziroma z grožnjo kazni pojavljajo tudi v drugih tipih tekstov. In sicer dva tipa tekstov sta značilna. So tako imenovane vazalske pogodbe, drugo so pa zakoniki. Recimo že Hammurabi zakonik iz 17. stoletja pred Kristusom. Hammurabijev zakonik navaja najrazličnejše zakone in potem na koncu najdemo seznam blagoslovov in prekletstev. To se pravi, da je kralj Hammurabi, podobno tudi drugi kralji v poznejših časih, ki so na podoben način postavljeno sproti blagoslove in prekletstva, verjeli, da človeška avtoriteta ni dovolj za veljavo nekih zakonov, da jih je treba postaviti na božjo avtoriteto. In potem kličajo vse mogoče bogove, ki jih ta civilizacija pozna, ki je monoteistična, kot pričo, da razsodijo, kaj se bo zgodilo, ko bo človek izpolnjeval te zakone, ali pa ko jih ne bo izpolnjeval. Ampak zdaj je zanimivost v tem, da pa iz najrazličnejših tekstov, tako imenovanih monoteističnih religij, ni razvidno, da bi verjeli, da Bog resnično posega v naravo in kaznuje. Da se zdi, kakor da je to neke vrste naravni pojav, ampak v politiki je pa zelo pomembno, če se neki kralj lahko sklicuje na neko besedilo, ki ima neko državni pomen. Obstaja zakonik, kjer je na koncu nanizanih ne vem koliko blagoslovov, ampak še veliko več, 3-krat do 5-krat več so daljši seznami prekletstev za tiste, ki se ne držijo postave. In potem pridemo v drugo vrsto besedil, to so pa vazalske pogodbe. Ko je neki mogočen kralj v Mezopotamiji, kjer je sorazmerno ugodno okolje za razvoj večjih narodov zaradi 2 rek in dobre zemlje, da imamo tam zaporedje civilizacije od Asircev, Sumercev, Sircev, Babiloncev, Perzijcev in tako dalje. Imamo potem obdobja, ko so zavladali nekateri zelo mogočni kralji, ki so imeli tudi osvajalske potrebe in so vse okoliške manjše narode podredili svoji vladavini. In kako so to naredili? Niso vedno šli z vojsko nad nek, recimo, šibkejši narod, ampak so poslali poslance s predlogom, naj priznajo nad oblast tega kralja, recimo babilonskega kralja, in v zameno jim babilonski kralj kot vesoljni kralj, recimo, daje tako imenovano lokalno avtonomijo. In to predlaga, da se uredi v obliki neke pogodbe.
ki jo potem obe strani podpišeta. In tukaj imamo ravno tako, kakor v zakonikih, zanimivo formulacijo, da kličejo vse obstoječe bogove kot priče, da tisti, ki bo prekršil ta dogovor, pogodbo, da ga zadenejo najhujše kazni. In potem ne bodo čakali, oni so pa, vladarji so pa tako neučakani, da jih kaj dosti ne zanima, kako je z Bogom tam zgoraj, če je, ker nimajo prave predstave, koliko je učinkovit, ampak to naredi kralj sam. Potem pa gre lepo z vojsko na tisti narod in mu čisto vse uniči, ljudi pobije in tiste malo boljše sloje pa zvleče v izgnanstvo. To je splošno stanje. In to je zdaj tudi vse, kar premorejo te politeistične civilizacije Starega Orienta. To se pravi, grožnja, pa tudi izvajanje te grožnje za tiste, ki kršijo recimo neko vazalsko pogodbo. Blagoslov, to pa je bolj na kratko naveden za tiste, ki ostanejo zvesti. Zdaj pa moramo iti nazaj v Sveto pismo v primerjavi teh besedil in ugotovimo, da imamo samo v Svetem pismu, in to absolutno izključno v Svetem pismu, v dveh primerih, ki sem jih navedel, 26. poglavje 3. Mojzesove knjige, 28. poglavje 5. Mojzesove knjige, še tretjo sekcijo, ne torej zaporedje blagoslovi za primer zvestobe, preklico za primer nezvestobe, ampak še tretjo možnost, in kakšna bi bila. A je pa zdaj po logiki stvari možno sklepati, katera bi lahko bila tretja možnost, tretja opcija. Usmiljenje pod kakšnim pogojem? Kesanje. In tega absolutno nikjer ni, ne v religioznih, ne kakšnih drugih svetnih tekstov v politeističnih religijah. Pravi, tam imamo samo blagoslov in prekletstvo. Amen. In to pomeni, da je v ozadju neke vrste slutnja, da se po najkrajšem možnem postopku kršitelja, recimo, neke pogodbe uniči. In tudi izrazoslovje je takšno, da meri na uničenje, ne na neke vrste možnosti rehabilitacije. No, zdaj pa poglejmo, kako je pa v Svetem pismu. Ko se konča seznam prekletstev, pa kar naenkrat naletimo na formulacijo: priznali bodo svojo krivdo in krivdo svojih očetov, da so nezvesto ravnali proti meni, da so mu trdovratno kljubovali. Tako sem tudi jaz njim odločno kljuboval in jih odpeljal v deželo njihovih sovražnikov. Tedaj se bo njihovo neobrezano srce ponižalo in takrat bodo zadostili za svojo krivdo. In spomnil se bom svoje zaveze z Jakobom, pa tudi zaveze z Izakom in zaveze z Abrahamom, in se bom spomnil. Spomnil se bom dežele. Ko bodo zapustili deželo, bo ta uživala svoje sobote, opustela bo brez njih. Oni pa bodo zadostili za svojo krivdo, ker so zavračali moje predpise, njihove duše so prezirale moje zakone. Pa tudi tečaj, ko bodo v deželi svojih sovražnikov, jih ne bom zavrgel in jih ne bom preziral, tako da bi jih pokončal in prelomil svojo zavezo z njimi, kajti jaz sem Gospod, njihov Bog. V njihov prid se bom spomnil zaveze s predniki, ki sem jih pred očmi narodov izpeljal iz egiptovske dežele, da bi jim bil Bog
jaz sem Gospod. No, in potem v 5. Mojzesovi knjigi, kjer je seznam groženje prekletstev še daljši, kakor v 3. Mojzesovi knjigi, imamo potem v 30. poglavju od 1 do 10 ravno tako to tretjo opcijo, ki se glasi: kadar pridejo nate vse te reči, blagoslov in prekletstvo, ki sem ti jih predložil in se jih boš vzel k srcu med vsemi narodi, med katere te bo pregnal Gospod, tvoj Bog, in se vrnil Gospodu svojemu Bogu in poslušal njegov glas, ti in tvoji otroci, natanko tako, kakor vam danes zapovedujem, z vsem srcem in vso dušo, tedaj bo Gospod obrnil tvojo usodo in se te usmilil in te spet zbral izmed vseh ljudstev, med katere te je razkropil Gospod tvoj Bog. Če boš pregnan do konca neba, te bo Gospod tvoj Bog zbral in te vzel od tam. Gospod tvoj Bog te bo pripeljal v deželo, ki so jo imeli v lasti tvoji očetje, in jo boš vzel v last. Naredil te bom srečnejšega in številčnejšega od vseh očetov. Gospod tvoj Bog bo obrezal tvoje srce in srce tvojih potomcev, da boš z vsem srcem in vso dušo ljubil Gospoda svojega Boga, da boš živel. In Gospod tvoj Bog bo naložil vsa ta prekletstva na tvoje nasprotnike in tiste, ki te sovražijo in so te premagali. Ti pa boš spet poslušal Gospodov glas in izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki jih danes zapovedujem. In tako dalje. Še par vrstic. Zdaj pa je treba nadaljevati še naslednjo stopnjo. Za razliko od vseh politeističnih religij, v Svetem pismu nimamo zdaj samo še to tretjo opcijo, ampak še veliko več. Ampak ne predvsem v 5. Mojzesovih knjigah, Pentateuhu, ampak v drugih knjigah, zlasti pri prerokih. In zlasti potem v Novi zavezi, ki jo Jezus označi kot postavo, ki jo je prišel dopolniti. Ampak to, kar on pravi, da je prišel dopolniti, je zelo pomembno. To so zelo pomembne dopolnitve glede na staro zavezo. V proroški literaturi, najbolj pri največjem proroku, to priznavajo izvedenci Svetega pisma na splošno, Ezekijelu, imamo primere grozne kritike trdovratnosti hebrejskega ljudstva. In toliko bolj izstopajo potem nadaljevanja takih besedil, kjer prerok zagotavlja, da kljub vsej trdovratnosti, vsem oblikam odpada, Bog tega ljudstva ne bo zavrgel, ampak se ga bo usmilil. Zaradi svojega imena, Ezekijel na več mestih pravi, Bog bo to storil ne zaradi sposobnosti kesanja in spreobrnitve, temveč kljub nesposobnosti kesanja in spreobrnitve, kljub nesposobnosti. Ugotavlja, da to ljudstvo ni sposobno preobrniti se zares. Kljub temu se bo Bog tega ljudstva usmilil. Zakaj? Zaradi svojega imena. Kaj pomeni? Zaradi svojega lastnega bistva. Ker s tem dokazuje, da je Bog resnično najvišje dobro, kot Bog milosti in Bog usmiljanja. In če gremo nazaj na atribute, da so ti atributi, kot so
milost, usmiljenje, sočutje, zvestoba in najvišji pojem ljubezen, ki potem pride v ospredje zlasti v novi zavezi, še bolj kako v stari zavezi. To so najpomembnejši atributi ali lastnosti Boga v Svetem pismu, ki jih nikjer drugje ni. Zato, ker Bog v drugih religijah ni osebno bitje, ampak samo neke vrste predstava, personifikacija, ki kot jo ljudje doživljajo v tostranskem življenju. Zdaj pa vprašanje, kako je pa z dopolnitvijo, ki jo Jezus omenja, ko pravi, da ni prišel, da bi postavo razvezal, ampak je prišel, da jo dopolni. Tudi Nova zaveza uporablja besedo postava, ampak postava ima zdaj veliko širši pomen, kot zlasti golobni pomen, ker postava ne določa samo določena pravila, ki jih eventualno človek do neke mere vsaj na zunaj lahko izpolni. To je pa tudi ravno tema Jezusove kritike v odnosu do farizejev, češ da insistirajo, da mora človek do črke točno izpolniti postavo, ampak veliko več, da ne gre toliko za formalno ali formalistično postavo, ampak postavo srca. Kaj to pomeni? Da mi nosimo v sebi absolutno, recimo, da uporabimo Kantovo filozofijo, tako imenovani moralni imperativ. Ko Kant na enem mestu celo pravi, da je ta notranji občutek, da je življenje popolnoma nesmiselno, če ne sprejemaš moralnih postavk, pravi, sam sebi bi si razveljavil osnovo za življenje, če ne bi veroval v Boga in sicer tudi v Božjo večnost, ki utemeljuje moralni zakon. Se pravi, če je Bog absolutno bitje, ki je usmiljeno, ki je milostljivo, potem pričakujemo, da se ne bo odvisen tako rekoč od človeške zvestobe, ampak gre njegova veličina daleč preko tega, da onkraj možnosti, se pravi, jenseits des Guten und des Bösen, uporabljamo to, če hočete, Nietzschejevo formulo, da deluje tako, da hoče človeka, ki je v sebi nepopolno bitje, očistiti in ga pripraviti za popolnost v Bogu. In zdaj to pomeni, da je ena izmed najpomembnejših vidikov dopolnitve stare zaveze, o kateri govori Jezus, v tem, da so Judje v stari zavezi verjeli v Božjo sankcijo, ki se vrši v glavnem na tem svetu. Zelo malo tekstov v stari zavezi pa imamo, ki govori o tem, da sankcionira človeka v poslednji sodbi. V stari zavezi v poslednjih sodbih ni toliko govora. V novi zavezi pa to pride v težišč, v središče. To se pravi, da Bog že zdaj po novi zavezni logiki zaradi svoje dobrote, to se pravi zaradi lastnega imena, svoje dobrote, svoje notranje determinacije za dobro, človeka rešuje kljub njegovi nesposobnosti. In to potem Pavel potegne do konca
to črto in pravi v začetku pisma Rimljanom, da na svetu ni pravičnega niti enega. To je najbolj pomemben poudarek na začetku tega najpomembnejšega pisma. Da ni med ljudmi pravičnega niti enega. Zakaj to lahko reče? Ker Judje niso mogli tega si niti predstavljati, da ne bi bilo pravičnega niti enega. Zakaj? Zato, ker so razmerje do postave preveč razumeli pozunanjeno. Češ, da s tem, ko jaz dobra dela delam, sem že, ne vem, kakšen svetnik. In kaj bo potem rekel kdo od prerokov, ali pa Jezus, ali apostolov? Ti lahko delaš na zunaj, na krasna dela, greš na televizijo in se tam hvališ, koliko si dal za to in to, samo zato, da bi tebe hvalili. To se pravi, še slabše je zdaj stanje, ko je bilo prej. Svojega narcisizma se zdaj hvališ, kako delaš dobra dela. Kako je potem to vredno? No in potem bo najbrž tako, kot me enkrat v Oxfordu ena študentka na koncu študija prava začela argumentirati, da po njenem občutku ni niti enega človeka na svetu, ki bi bil altruist. Pa sem jaz skušal oporekati, da sem rekel, dobro, ne gre zdaj za tiste, ki se hvalijo, kakšni altruisti so. Gre za morje ljudi, čisto anonimnih, mater, medicinskih sestrah in tako dalje, ki delajo zvesto na svojem področju, pa niti ne razmišljajo o tem, kaj bi za to dobile, enostavno iz notranjega občutka. Ne, pravi, čisto vsak ima neko računico in ni popustilo niti za milimeter kot pravnica. Pravi, kakšna priprava je zdaj to za pravo. Da jaz potem kogarkoli bom imel pred sabo kot pravnik, bom v njem videl v bistvu kot eno narcisoidno bitje, ki ni sposobno delati nečesar iz čiste ljubezni. No, kaj pa, če je v zadnjem bistvu to res, ne? Ker Pavel pravi, na svetu ni pravičnega niti enega. In kaj zdaj to pomeni? Če bi bila naša usoda odvisna od naše pravičnosti, glede na to, da je konstatacija takšna, da ni pravičnega niti enega, za nas ni nobene rešitve. Smo že od vekomaj prekleti. No, in zdaj pride tisti najpomembnejši del, to je nova zaveza, zlasti Pavlova teologija, ki pravi, da je Bog čista milost, sola gracia, in to so potem protestanti vzeli kot glavno razpoznavni znak protestantizma, češ da oni že v izhodišču izključujejo možnost, da bi si mi zaslužili odrešenje, da je odrešenje čisto božje dejanje, sola gracia. Ampak glede tega ni nobene razlike med pravoslavnimi protestanti in katoličani, to je logično, to sledi preprosto iz logike Svetega pisma, če je Bog absoluten, svet, milostljiv, najvišja milost in ljubezen, potem to pomeni, da je odrešenje čisto nekaj drugega v Svetem pismu, kakor je odrešenje v nekem New Age-u, neko olajšanje, ne vem česa ne. Odrešenje pomeni dve stvari po novi zavezi. V tem je tudi Jezus dopolnil staro zavezo. Prva stvar,
da je zadnji sovražnik človeškega rodu smrt, da oznanja večno življenje, kar v Stari zavezi ni v ospredju. Da je v Novi zavezi najpomembnejše sporočilo, da je človek ustvarjen za večno življenje in da bo prečiščen zares šele po smrti. Drugo, da je možna človeška svetost, opravičenje že na tem svetu, ne zaradi naših zaslug, ampak zaradi Božje milosti. Z naše strani se pa predpostavlja vendarle nek pogoj, ki pa ni tako imenovana pravičnost, ampak nekaj drugega. Kaj? Kaj? No, nismo še slišali prave besede. To moramo najti zdaj. Najpomembnejša beseda v Novi zavezi, kar se tiče človeka, odnos do Boga. Kakšen je naš odnos do Boga? Kako bi ga označili? To je vse vključeno v tisti eni besedi, ki po nekaterih jezikih pomeni zvestobo. To je vera. To se pravi, če jaz hočem doseči opravičenje, stanje milosti zdaj, moram verovati, da je to sploh možno in da tega ne more storiti človek sam, ampak samo Bog. Zato, ker to ni kakršnokoli stanje, pozitivno stanje, ampak je absolutno stanje čistosti, pravičnosti. To se pravi, da Bog človeka opraviči preko njegove lastne predstave, kaj opravičenje pravzaprav je. In potem pa lahko pridemo res do tiste najodličnejše besede ljubezen. Če nekdo resnično ljubi, kot iz različnejše izpovedi čiste ljubezni tudi lahko razberemo, je pripravljen umreti za drugo osebo. Ampak Jezus pravi, da je potreba še kaj več, kot da umreš za neko osebo, za katero si zaljubljen, ampak da moraš umreti celo za sovražnika. Torej ljubiti za sovražnika. To se pravi, da je onkraj vseh tako imenovanih vrednot. Na antropološki ravni imamo teološko vrednoto, ki presega vse naše predstave tozemskega, zato ker je Bog absoluten svet in kliče človeškega k popolni zvestobi in svetosti. Zato je krščanstvo, ki dopolnjuje staro zavezo, absolutna religija, kot že Hegel recimo govori o tem, da je nobena druga opcija religije ne more prekositi, pa tudi ne doseči, ker imamo tukaj vse logično združeno. Bog, ki je absoluten, je na začetku in koncu, zato imamo tudi te izraze, ki povezuje celoto, alfa in omega, stari zavezi, začetek in konec, ki je svet, ki iz svoje svetosti človeka rešuje iz njegove šibkosti, ki mu določa končno rešitev. Zdaj pa nastane samo problem zakrknjenosti, ker imamo tudi v Novi zavezi grožnjo poslednje sodbe z peklom za primer zakrknjenosti.
če on recimo na nekem mestu pravi, ali bo še našel vero, ko pride na svet, se lahko zamislimo, da malo preverjamo, kakšno je stanje v debatah, pa koliko stropenega, koliko strupa znajo zlivati na verujoče, neverujoči, ki so se zakrknili proti vsaki misli o Bogu in božji svetosti, ali pa zlasti pa božji avtoriteti. In to je pri vseh, no recimo, da sem se zdaj spomnil primera Eichmanna, ki so ga Judje ujeli v Južni Ameriki in potem sodili sami. Mislim, da je bilo okrog 70 obravnav. Recimo, da je vsaka obravnava imela 22 uri. 140 ur obravnav, v katerih so dokazali, kaj vse grdega je naredil. In potem, ko je bila zadnja obravnava, mu dajo, to sem pa sam ujel enkrat v neki nemški oddaji, da pove svoje stališče, je pa rekel, tako pač je, jaz sem to delal po naročilu nadrejenih in kesanje nič ne koristi in zadnja beseda, Reue ist für Kinder und Frauen. Kesanje je za ženske in otroke. Pa je to kar zakrknjeno stani. Pa se lahko predstavljamo, da bo zdaj pohvaljen, pa bo Bog rekel, kljub temu bo Bog svojem imenu mu določil nebesa. Kesanje je za otroke, pa za ženske, pravi. Ko je čisto jasno vedel, kaj ga čaka, kakšna sodba. In potem še izziva na ta način. Kako je to sploh mogoče? To je eno vprašanje, ta negativna bilanca človeške zgodovine, da se lahko tudi taki primeri zgodijo. Drugo pa, kar pa, da vseeno premalo upoštevamo, da bi bili bolj optimistični, koliko je pa skritih žrtev, brez narcisoidnosti, da verjamemo v to, da človek ima tudi dobre namene, da sledi tem notranjemu čutu za božjega klica k svetosti. Tako, jaz bi s tem končal, se vam zahvalim, pa sem z veseljem na voljo za to, da vi poveste kaj, zlasti kateri vidiki vas še zanimajo, da za ta čas, ki nam preostane, lahko še kakšno vprašanje malo poglobimo.